Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Še posebej danes pozdravljamo gledalke in gledalci iz občine Središče ob Dravi, kajti z nami je župan občine Središče ob Dravi, Toni Jelovica. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lepo pozdravljeni vam in vsem poslušalcem oziroma gledalcem. No, ne morem si kaj, da ne bi omenila, da je včasih lepo tako k sosedom pogledati, malo čez plot, kaj se tam dogaja. Zato tudi velja posebno vabilo in dobrodošlica vam v našem studiu. Ja, seveda res je, vsaki se tudi raz ozira malo naokrog, to pomeni, da se pogleda tudi v sosednjih občinah, kaj se dogaja, pa mogoče dobiš kako idejo, povprašaš, kako se kaj zgradilo oziroma dogradilo, kakšne nasvete in pač pot na to v praksi, če se da uresničiti tudi, uredimo pri nas. Tako je pa, vedno vam občani seveda radi prisluhnejo, predvsem, če je kaj vzpodbudnega in če bodo kakšne posebne novosti. Prvo, kar vas želim vprašati, gospod Toni Jelovica, je, kako ste rešili problem v zdravstvenem domu vašem oziroma vaši ambulanti zdravstveni, imate končno zdravnika? Ja, res je, kot ste sami lahko spremljali, tudi v medijih smo imeli probleme z zdravnikom. To smo sedaj uredili, to pomeni, pri nas je zdaj zdravnik, kateri je vsake mesec 14 dni, ostali 14 dni pa v skladu z dogovorom zdravstvenim domom Ormož pač urejamo nadomestila, to pomeni, da vsake teden vsaj dvakrat ali pa trikrat se nadomesti zdravnik iz Ormoža, tako da sedaj imamo zdravnika in tudi z lekarno imamo urejeno, tako da termini so usklajeni. In upam, da to laufa in da so pač občani sedaj zadovoljni, da imamo končno zdravnika. Res je, da smo hoteli, da bi bil zdravnik 40 ur na teden, imamo pač urejeno s tem, da pač zdravnik zdaj 14 dni, tisti 14 dni pa nadomeščamo. No, v glavnem, klančine ste tudi uredili, tam pri vhodu v ambulanto? Ja, res je, ambulanta je starejša, oziroma se ni vlagalo nič, tako smo se tudi z zdravstvenim domom dogovorili, da uredimo klančino, to predvsem klančino iz invalide, tako da moj normalen dostop do zdravnika in pa do zobozdravnika. Preden nadaljujeva pa seveda morda, kako se je torej razpletlo, kar se tiče azilnega doma, vse tiho, vse mirno? Ja, res je, vse mirno, bilo je v začetku leta burno. Mi smo pač svoje argumente povedali, tu bi se rad zahvalil vsem občanom, ki so pač sodelovali v tej zgodbi in da smo tudi, ne samo kot jaz kot župan, tudi občinski svet, občinska uprava in vsi smo pač pisali oziroma utemeljevali, zakaj ne. Sedaj se to pomirilo, pa upam, da azilnega doma v Središču ne bo. Da bo torej ostalo mirno tako, kot je. Hvala Bogu, da se je to rešilo tako, kot je in da je nekoga torej srečala pamet, kot rečemo po domače. No, sicer pa ste nekje v urejanju dokumentacije za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta na mestu nekdanje Vage, bo nekaj zanimivega. Res je, kot sem že prej omenil, je zdravstveni dom pa lekarna ločeno. Zdravstveni dom smo zdaj pač uredili klančino, to pomeni, da je primerna za invalide. Lekarna je v stavbi občine. In pač smo se odločili, da bomo zgradili poslovno-stanovanjski objekt na območju Vaga. Tam so prej bili stanovalci, katere smo preselili na druge lokacije. Sedaj pač urejamo lastništvo. Uredili smo skoraj 80%, to pomeni, manjka še nam samo en solastnik. Tu pa se problem pojavi, kajti mogli bi sprožiti zapuščino, katero dela sodišča v Ljubljani, vendar se to že 2 leti trudimo, urgentno pošiljamo. Projekti so pripravljeni, gradbeno je vloženo, vendar moramo še to urediti lastništvo in upam, da bomo čim prej pridobili gradbeno dovoljenje. No, kdo so pravzaprav lastniki te stavbe oziroma teh? V osnovi je v 60% lastnik objekta je bila občina, država in pa 3 privat lastniki, od katerih smo se z 2 že dogovorili, sedaj se tudi dogovarjamo z državo in bo tudi zaključili, tako nam samo še manjka ta zapuščina, dediči so znani. Upam pa, da je to sodišče v Ljubljani, ki je pač pristojno, da do to zapuščino rešili, tako da lahko mi z bodočimi lastniki sklenemo pogodbo in lastništvo prenešamo na občino. No, takrat se bo torej pričela tudi gradnja, kdo bo financiral, kako bo to veliko, da malo nam zaupete te podatke? Letos smo si zadali cilj, da bi letos pridobili gradbeno dovoljenje. Stavba bude
velikosti 30x15, oziroma mogoče malo večja. V pritličju bude zdravstveni dom, lekarna in pa manjša kavarnica. Tu v prostorih spodnje bude tudi za fizioterapijo, zgoraj pa so mišljena stanovanja. Glede finančne konstrukcije še ne vemo, koliko je to stalo, ker te nimamo še niti nobene vrednosti. Nam je sedaj prvi pogoj, da pač pridobimo gradbeno dovoljenje oziroma da uredimo lastništvo in pridobimo gradbeno dovoljenje. Takrat smo tudi šli v izdelavo PZI-jev in takrat smo tudi videli, kakšna je finančna konstrukcija. Pol pa se pač moramo dogovoriti oziroma pogovoriti, kje imamo kakšne možnosti, da kandidiramo, da to pač pričeli z gradnjo in da pač zaključimo finančno konstrukcijo. Kaj pa se dogaja na območju poslovne cone Lipje? Se tam še kaj dogaja, se še kaj gradi? Na poslovni coni Lipje je prva faza končana, to pomeni pripravljene vse inštalacije. Sedaj še v mesecu novembru oziroma decembru, da je predstavitev visokonapetostnega voda, kjer je Elektro Ptuj pridobilo gradbeno dovoljenje, tako da se to sedaj s parcelo umakne in pomeni, da so parcele proste. Imamo pa že tudi gradbeno dovoljenje za drugo fazo, to pomeni nadaljevanje še bile 2 gradbeni parcele, ker pač občina mora izgraditi 80 metrov ceste z vsemi priključki. Tu je gradbeno izdano in sedaj samo čakamo, da kakšen razpis, na katerega bi se lahko prijavili in pač to izgradili do konca. V bistvu gradi se torej cesta, kaj vse? Gradi se cesta, vsi komunalni vodi, to pomeni elektrika, vodovod, komunikacije, plin, javna razsvetljava, pločniki in pa zraven tega bude še eno parkirišče, kjer je možno parkiranje avtomobilov, pitnik kot zelena infrastruktura, kjer bude tudi možnost klopi, da se lahko poseli in pa tudi priklopi za električne avtomobile z nadstreškom, na katerih nadstreški bi bila tudi sončna elektrarna. Aha, to pomeni, da bo to potem tudi nek park tam, ali kako si ne to predstavlja? Ja, oziroma park, sprehajalne poti, to pomeni, če se kateri od kolesarov, ki poteka Dravska kolesarska, ne samo pri Dravi, ampak tudi mimo glavne ceste, se lahko tam tudi ustavijo, malo posedijo, počinejo in pač grejo, nadaljujejo pot naprej proti Republike Hrvaške. No, kaj pa se dogaja tam na ozemlju proti Drogi, na tistih površinah? To je to, torej, v tej smeri se bo gradilo? Ne, ta faza, druga faza v Lipji bude nadaljevanje obstoječe. Tukaj smo imeli sedaj letos za občinski praznik otvoritev, nadaljevanje, kjer je 80 metrov in pa še 2 gradbeni parceli, katere tu nastale za nove pridobitve oziroma za nove objekte oziroma subjekte, kateri tu pač kupili in pač si ustvarili delovna mesta oziroma proizvodnje hale. Je kakšen interes torej za nakup teh parcel, je že kaj prodano? Kako gre to? Glede prodaje, občina pridobila zemljišča, tista, katera pač mora, to pomeni brezplačno smo pridobili zemljišče za cesto in pa tisto parcelo smo od sklada kupili, to je tudi pogoj, da smo pridobili gradbene parcele, ostale 2 parceli pa je prodajal sklad. Tako da bo, ne? Upam, da bo to zaživelo in s tem tudi namer občine v tem, da pač pridobimo gradbene parcele oziroma da se odpirajo nova delovna mesta, s tem bi tudi prebivalstvo ostalo, to pomeni, da bi ostali doma, da ne bi se kam drugam odseljevali, kajti nam je glavni cilj, da smo večinoma starejša populacija, to pomeni, da bi hoteli mlade zadrževati, da bi ostali v središču in da bi tudi oni svojo mladost in pa tudi starost preživeli v središču. Seveda, še vedno se stremi k razvoju domače občine. Vas je ta azilni dom kaj ustavil pri interesu, recimo, teh potencialnih poslovnih partnerjev oziroma teh, ki bi svoje poslovne prostore gradili v Lipju? Dejstvo je, ker smo pač v tistem času mogli sile pač presmeriti nekomu drugam, to smo dali malo na stranski tir. Mogoče je bilo malo tudi tu, da so ne vedeli, kaj da se zgodilo, kaj se bo investitor mogoče malo počakal. Mislim pa sedaj, ki smo pač tu uredili, da pač po podatkih policije, kateri pač spremljam vsaki dan, vidimo, da število pada. To pomeni, če primerjamo letos in lansko leto, je povprečje za 14% manj teh ilegalnih prehodov in mislim, da do začeli ti investitorji, kateri so pač kupili to zemljišče, začeli pridobivati gradbeno dovoljenja. S tem bi začeli graditi in s tem bi se tudi ustvarjala nova delovna mesta.
pri ustvaritvi novih delovnih mest pa pač težimo k tem, da pač moramo nadaljevati tisti en kolobar, katerega sem si jaz zastavil, oziroma ustvariti delovno mesto, potem ustvariti pogoje za gradnje novih hiš, to pomeni, da bi se priseljevali, potem pa že šola je urejena, potem pa tisti naš veliki cilj oziroma cilj vseh občanov, gradnja novega vrtca. Kot sami veste, je to vrtec, kateri je bil v skupni občini Ormož zgrajeni, prvi ali drugi, mislim, da je prvi bil v Veliki nedelji, drugi je bil v središču, to pomeni je montažne izvedbe, Marles, to pomeni, da vemo, koliko je star. Dejstvo je, da se tudi vlaga in obnavlja, vendar pa vsi želimo nekaj novega in tudi ti najmlajši, kateri bi prišli v našo občino, se tudi zasluži, da imajo boljše pogoje. Ja, to je seveda zanimivo, kako pa je z naraščajem v občini Središče ob Dravi? Lahko potrdim, ker v drugi teden, ko bomo sprejemali rebalans, bomo mogli za novorojence povečati število denarna sredstva, to pomeni, da število narašča, oziroma tu sem najbolj vesel, to pomeni, da vidijo priložnost v Središču, to pomeni, da pač kraj ni približno v urbanem, smo kje na obrobju in tu imamo svoje slabosti in pa prednosti in pač vidijo občani in pa tisti, kateri pridejo k nam oziroma, ki se priseljujejo, da je tu miren kraj, mirno počutje, varnost, to, kar je najbolj pomembno, to pomeni, da se dobro počutijo in vidijo, da bi lahko ustvarili so družino ti in tudi ostali v Središču Drave. Vi kot župan, kaj ugotavljate? Je prednost živeti tako ob meji ali slavost za določene zadeve? Glejte, so prednosti in slabosti ne samo v naši občini, ampak tudi v drugih občinah. Vsaka občina ima specifika, to pomeni so prednosti in slabosti. Slabosti jaz vidim v tem, da je pač ta povezovalne ceste oziroma železniški promet, potniški promet, tu vidim, kako bi rekel, v slabem stanju, zato ker je povezano s krajem slabši, to pomeni, da morajo večinoma uporabljati svoje avtomobile. Prednosti pa vidim v tem, da je pač mir, ni takega stresa oziroma ni prometa, lahko greš na naravo, se sprehodiš, kajti tega v velikih mestih pač ni možno. In kot sem že rekel, Slovenija je majhna, so kraji zanimivi, vsaka občina je svoja specifika, ki lahko nekaj dobrega ponuja, nekaj slabega, vendar pa vsi stremimo k temu, da bi pač stremeli k temu, da bi pač izboljšali pogoje vsem občanom, to pomeni, da bi se vsi enakomerno razvijali. Dejstvo je, da se z velikimi občinami ne moremo primerjati, že zaradi tega, zaradi proračuna, ker pač mi male občine imamo manjši proračun in vidimo potrebe, se vsakodnevno srečujemo z občani in vidimo, kaj vsakega žuli. Pri velikih občinah pa je to verjetno malo manj možno in nimajo tistega stika, kot je recimo v manjših občinah take. Kot sem že omenil, so prednosti in slabosti, prednosti moramo izkoristiti, slabosti podpraviti. No, kar se tiče prednosti, me zanima, če imate morda kakšne privilegije pri dodeljevanju kakšnih sredstev državnih ali evropskih. Ne, tu pač pogoje, da si pač občina mora pridobivati dokumentacijo, so kakšni razpisi, kateri so za obmejno območje oziroma da pač stremijo k temu, da država podpira, da imamo nekaj več točk, to pomeni, ki smo ob meji. Problem pa je v tem, da si moramo pridobivati razne projekte oziroma projekte imeti pripravljene, kot rečemo v ladlu po domače, in ko pridejo razpisi, da to pač vzamemo iz ladla in se lahko takoj prijavimo, kajti projekta v 2-3 mesecih ne moreš pridobiti, kajti to je neizvedljivo. No, župan ste šele 2 leti, ne? Sedaj bo novembra 2 leti. Kako ocenjujete ta svoj čas? Verjetno je to za županovanje dejansko kratek čas, ne? 2 leti. Ja, res je. Čas hitro mine. Pač neke prioritete sem si zadal, kot sem že prej omenil. Kaj ne rečem, čas hitro mine, pa srečujemo se vse posod, to pomeni težave spoznaš, ko greš po terenu, ti marsikaj povejo in pač nekatere stvari lahko rešiš takoj, nekatere pa pač ne moreš obljubiti in pač poveš tako, kot je realno, ker ti vse je povezano s financami, da pa se vse dogovoriti oziroma se da preživeti, kot pravimo po domače, tako da so tudi občani včasih strpni, pa se da kaj pogovoriti, pa kaj mislim, kaj dobra beseda tudi lepo zaleže. Tako je pa prednost, ne, ko se tako poznamo med sabo, ne, vsakdo vas lahko pocuka za rokav,
Kar se tiče občanov, je to prednost, ne? Ja, res je, kaj ti hodiš, recimo v občini imamo nenehno kakšne prireditve, vsaki mesec se nekaj dogaja, tu so pač tudi društva aktivna in kot se teh prireditev udeležuješ, tudi pridejo drugi občani, to pomeni, ker društva med sabo sodelujejo in takrat tudi občani pocukajo za rokav po domače in ti tudi povejo kakšno dobro ali pa slabo lastnost in tiste dobre se pač držimo, slabe pa pravimo čim prej odpraviti. Tako je tudi prav. No, eden izmed dosežkov je tudi torej ureditev razsvetljave v Godenincih, ne, to je bil kar projekt, se je kar tam dogajalo v Godenincih, ne? Ja, dejstvo je, s tem projektom smo začeli v lanskem letu, tam, ki dobimo sredstva za mejo, smo se pač odločili, oziroma skupaj z Elektrom, kajti tam je bilo problem električna napeljava, vse še bilo na starih sohah in takrat smo se tudi odločili, da gremo skupaj, to pomeni, da ko do Elektro polagali kable v zemljo, takrat smo mi tudi javno razsvetljavo uredili, tako v lanskem delu smo uredili v spodnjem delu, letos urejamo v zgornjem delu, tako do Godeninci cela električna napeljava v zemlji, tako da, če bodo kakšne neurja, tako da ne bomo imeli problemov, bo pa se še tudi zgradila trafopostaja, to pomeni, da sedaj je bilo priključeno vse skupaj na eno, sedaj je ločeno, zgornji del, da ima svojo trafo, spodnji del, da svoj in tako ne bomo imeli tudi občanov nobenih problemov z električno energijo, ker ti pojavili so se problemi v tistih špicah, kako rečem, zvečer, je tudi včasih malo elektrike zmanjkalo ali pa je komu kaj se zgodilo, oziroma da pač niso mogli uporabljati električnih strojev, ker ti ni bilo napetosti. No, to si pravzaprav tako v mestih težko predstavljamo, ampak se dejansko dogaja, ne? Torej moč te elektrike ali kako bi to rekli. Ja, seveda, kot sami veste, je napeljava oziroma tako je potekala po zraku v slabem stanju. Vemo, da se nabavljajo novi stroj, električni varilni aparati, kateri morajo imeti pač svojo moč in ko so se recimo nekaj, pa večinoma je to kmetijsko območje, ko so začeli nekaj zvečer delati, je pač tudi preobremenitev prišla in je mogoče izpad oziroma crknila elektrika. Tako lepo po domače. Sicer pa se, no to je verjetno Elektro Maribor investiral to zadevo, modernizacijo torej električne napeljave. Sicer pa ste tako varčni postali v središču ob Dravi. Ste zamenjali tudi luči v cerkvah. Ja, v začetku leta je bil en razpis prek SOS-a, to je skupnost občin, s katerim smo pač zamenjali dobavitelj električne energije. S tem smo tudi prihranili, tam nekje od 20 do 25, mogoče bi tudi več, vendar je s 1.7. se dvignil DDV iz 9,5 na 22,5, tako vseeno še bomo tu nekaj prihranili, smo zamenjali na luči pri dveh cerkvah, kar je tudi veliki porabnik in pa dejansko tudi zamenjujemo stare žarnice z novimi žarnicami. Tako bomo letos tudi, smo par svetilk zamenjali v središču, v Obrežju in pa na Grabah, tako da tudi s tem pač probamo šparati tudi pri sebi, kajti vsi pravimo, prvo mora začeti varčevati pri sebi, potem pa nadaljevati. Tako da tudi na tej strani pač bodo neki prihranki. Stremimo pa k temu, da bi bili prihranki čim večji, da pomeni, da bi nam čim več tudi ostalo za investicije. Za sončne elektrarne nekatere ste tudi poskrbeli? Ja, sončna elektrarna smo se dogovorili, da bodo na čistilni napravi v središču ob Dravi, ki se montira naslednjo leto, tako da tudi tu bodo pač verjetno občani privarčevali nekje na položnici, ne bo neki veliki znesek, vseeno pa bude pripomoglo k temu, da pač je veliki strošek električna energija in takrat, ko je sončna delovala, bude se tudi manj energije porabilo iz omrežja, tako da upam, da bude tudi kakšni prihranek. Smo pa se tudi prijavili na sončne elektrarne s konzorcijom, tu bi postavili sončno na vrtecu, v osnovni šoli in pa v telovadnici. Razpis je zaključen, sedaj pa samo čakamo na uspešno potrditev in ko dobimo sklep, upam, da je pozitiven, da bi to v naslednjem letu tudi izvedli, s tem pa bi tudi zmanjšali stroške pri vseh javnih zavodih, tu kot sta vrtec in osnovna šola, s tem pa bi tudi zmanjšali stroške
v šoli in po vrtcu. No, ko govorite o konzorciju, kdo je vključen vse? To smo se vključili v konzorcij, vodilni partnerji občina Puconce, je pa več občin, katere so se pač priključile temu konzorciju. Aha, in torej nastopate... Nastopamo kot skupni, mi smo kot partner, eden izmed partnerov, sodeluje pa več občin. No, tudi zanimivo, ne? To je bil pogoj, torej, da se lahko... Ne, pogoj za ta konzorcij je bil glede na moč. Večjo moč smo imeli, večjo število točk bomo dobili, več bomo dobili denarnih sredstev. Tako večjo moč smo skupaj pridobili z strani vseh občin, ki smo pač mogli pridobiti soglasja. Večna možnost je tudi sofinanciranja, to pomeni, da manjši delež takrat upadne tudi na samo občino. No, če že govoriva o energijah in močeh, ne, verjetno je tudi atletska steza, ne, bila, torej, oziroma bo ali je že? Ne. V teku je gradnja, ne? V teku je oziroma... Mislim za moč, ne, mišično moč. Občino. Ja, tu smo pač podpisali pogodbo s komunalnim podjetjem Ormož prejšnji teden, to je pomeni izgradnja atletske steze pa pomožnega igrišča. To je vrednost z DDV-om malo manj kot 800 000 evrov. Tu smo bili uspešni na razpisu na ministrstvu v višini 250 000 evrov. Tudi se je zgradila atletska steza, pomožno igrišče, skok v daljino. To pomeni, da bodo imeli tudi občani možnost se krepiti, ne tako kot sedaj, ki se pač trenirajo oziroma trimčkajo po raznih poteh in pa po cesti. S tem bomo tudi varnost vseh teh udeležencev, kajti če tečajo po pločniki, je bolj nevarno, kot če da na atletski stezi. Tam je tudi primerna podlaga in glede na rezultate, kateri v šoli dosegajo učenci na krosih in raznih tekmovanjih, je pač tu spodbuda, da bodo lahko tudi normalno trenirali. Če pa pogledamo na okolje, pa smo ena izmed redkih občin, katera še nima atletskega poligona, ki bi lahko trenirali in pa tudi omogočeno skok v daljino. Kje bo ta atletska steza? Ta atletska steza bo na Gradišču, to pomeni pri nogometnem igrišču, tako pomeni, da je v sklopu, prvi del sklop predstavlja Gradišče, ki je zaščiteno z interpretacijsko točko, polje glavno igrišče z objektom in po nadaljevanju tega tudi ta pomožno in pa atletsko, to pomeni, da je zaključena ena celota, kjer se lahko tudi vse skupaj tudi ureja in se vsi občani, ne samo osnovna šola in pa vrtec, tudi vsi ostali pač udeležijo raznih prireditev, v kateremu sedaj, ki je atletska steza, lahko tudi imeli kakšne tek hojo, katere organizira zdravstveni dom, zdrav življenjski slog, tudi vse te prireditve izvajali na tem objektu. Zanimivo, oziroma zelo dobrodošlo, ne, za vašo občino. Torej, to bo novost, se že gradi ali še, torej, Ta teren se prične z uvajalnimi deli, tako rok izgradnje je do konec marca naslednjo leto. No, potem bo prihodnjo pomlad. Pravzaprav hitro bo to, ne? Ja, kot sami vidite, dnevi grejo hitro, tako da tudi je prišlo en, dva, tri. Tako da boste torej v naslednje poletje lahko že fajn trimčkali tam okrog, ne? Nekaj sredstev se dobi za življenje ob meji, ne? Ja. To se mi zdi tako zanimivo, sem vas želela že to vprašati, ne? Ja, dejstvo je, sredstva dobimo, vendar vsako leto manj, pač tista, katera dobimo. Kaj to pomeni pravzaprav? Čemu služi ta denar? Ta denar se dobi za vse občine, katere so v južni meji, oziroma nekdanji južni meji, tudi vse občine, tudi katere mejijo na Republiko Italijo, Avstrijo in pa Madžarsko, se pač ta sredstva razdelijo. Res je, da vsako leto manj, vendar mi smo jih letos pridobili nekje malo manj kot 39 000 evrov in to smo tudi vložili v javno razsvetljavo. Nekaj del sredstev pa smo tudi asfaltirali eno cesto v Šalovcih v dolžini 100 metrov, tako da tudi še urejamo tista ceste, katere so še po domačem makadam, da pač damo tudi vsem možnost, to pomeni, da imajo pitno vodo, dostop, telekomunikacijske storitve, to pomeni, da so si vsi občani enaki, to pomeni, da lahko tudi se primerjajo tudi z drugimi. To je smisling, je kako osnovno, katerega mora občina pač zagotoviti. Seveda zagotavljamo pa to, koliko imamo finančnih zmožnosti. Res je, da še nekaj odsekov ostali. Upam, da bi pa pač vsako leto vsaj nekaj pa pač v doglednem cajtu imeli tudi vsi po domače povedano asfalt do hiše.
No, mimo grede, rebalans proračuna boste obravnavali tudi na tekoči aktualni seji, ne? Seja je bila ali je še bo? Ne, seja bude v Sedaj ponedeljek, to pomeni rebalans proračuna, moramo ga pač zaradi tega imeti, ker ta sredstva, ki smo dobili za 250 000 evrov, nismo imeli planiranih v proračunu, tako da moramo pač rebalans pač uskladiti, zato imamo tudi rebalans. Torej, se vse skupaj dobro odvija, ne? Kako ocenjujete, recimo, to leto, no? Ja, v letošnje leto smo si mi zadali leto projektiranja. Dejstvo je, da toga občani ne vidijo, ker pač za izvedbo totih projektov, kot je atletska steza, pač se morajo pač določeni projekti oziroma določene stvari odviti, tega občani ne vidijo. Planirali smo si, da letos ne bomo nobene novogradnje oziroma nekaj gradili. Upali smo še na kakšni razpis, sedaj smo dobili atletsko stezo, mogoče še bo kakšni razpis do konca leta, nekaj projektov imamo na zalogi, tako da upam, da bomo tam tudi uspešni. No, zakaj recimo bi si še želeli pridobiti neka nepovratna sredstva, ki bi vam dejansko potem bila v pomoč? Ja, recimo za to drugo fazo v Lipije, tu bi lahko, oziroma imamo nekšne manjše projekte še, oziroma recimo Pajakova hiša. Tu smo tudi pridobili, oziroma skupaj zdravstveni dom je pridobil en tim, to pomeni enega fizioterapeuta, tako da sedaj v Pajakovi hiši smo projektne dokumentacije oziroma projekte pridobili. Sedaj bomo dali razpis za izvajalca, pa upam, da se izvajalec oziroma da bude cena primerna, da bi to uredili čez zimo in planiram tam nekje okoli marca, da bi bilo tudi tu urejeno. Sedaj pa vse odvisno, kajti razpis bo v teh dneh objavljen in upam, da bodo se izvajalci prijavili in da bude cena tudi normalna, s kateremu lahko mi tudi to zaključili. No, kako pa rešujete vse te neke tekoče zadeve? Vemo, da občina ima kar stroškov, ne? Recimo, če pomislimo na čiščenje vodotokov in te zadeve. Kako se to rešuje? Ja, v lanskem letu je bila prioriteta, da smo pač uredili te vodotoke v samem naselju. Letos smo nadaljevali s tem, to pomeni, da smo uredili Bobot, to je v dolžini 2,1 km in pa tudi del Trnave, kateri še ostal od gasilskega doma do splavnice. To pomeni, da so sedaj vsi ti potoki, ki potekajo čez Središče, Obrež pa Grabe, urejene. To pomeni, Trnava je urejena, Črnec smo v lanskem letu, Bobot v letošnjem letu, nekaj malega še nam je ostalo. Pa tudi urejamo še tiste razne potoke, kot vsako leto vzdrževanje, kateri potekajo, ki se pač priklopijo na te potoke, to pomeni jarke in pa to pomeni, da vodo pač odvodnjavamo, to pomeni, da voda odteka, da se ne zadržuje okoli hiš in pa na kakšnih kmetijskih območjih. Dejstvo je, ker ne moremo vsega naenkrat pač pogledamo si z občinskimi svetniki, gremo na teren, pogledamo situacijo in pač izberemo tisto, katero je najbolj prioriteta. Tako si tudi razdelimo in te vsako leto namenimo tudi nekaj sredstev za to in pa tudi za obnovo teh makadamskih cest. No, glede na to, da je pred nami zimsko obdobje, ne, če bo snega še ne vemo, ne? Kako pa rešujete recimo zimsko službo v Središču ob Dravi? Ja, za zimsko službo imamo koncesijo, katero ima komunalno podjetje Ormož. To pomeni, tam so prioriteta, kako se plužijo. To pomeni prioriteta 1, 2, 3, prvo tiste glavne ceste, potem pa po teh prioritetah, tako je tu imamo urejeno. Upamo, da snega ne bo, vsaj za nas nekaj, če bo sneg, bomo pač mogli te sredstva, katere imamo, če bi bilo veliko snega, povečati. Po drugi strani pa si otroci želijo, da bi bil sneg, tako je tu pač v roku vzroki, tako vsako leto ne vemo, koliko bo. Zadnje leto je vsaj manj snega, vendar se pojavljajo problemi v tem, da so zmes deževna obdobja in pa temperatura skače in takrat tudi morajo iti zaradi poledice. Košnja trave in te stvari ob cestah, to je tudi občina, ne, zadolžena za urejanje, za upravljanje ali kako bi se človek izrazil. Ja, del oziroma sredstva imamo razdeljeno na košnjo, odvodnjavanje. Ta glavna cesta imamo koncesijo z komunalo, ostale, tiste lokalne so v domeni občine. Tu tudi damo vsako leto popis, kaj se naj naredi. Tu je tudi vključena košnja. V lanskem letu smo mi pač pridobili tudi mulčara,
s katerimi tudi dejstvo je, da se vse ceste 2-krat na leto kosijo, ki bi se mogoče mogle 3-krat, vem, da so to pač vse povezano s stroški in takrat skočimo tudi mi z našimi vzdrževalci, kateri so zaposleni, pač pokosimo tisti prvi rez, kateri je najbolj važen, kajti če je visoka trava, je tudi preglednost nepravilna in tiste ceste, katere so ne pod koncesijo oziroma katere skrbi občina, tisto pač mi urejamo sproti. No pa morda še o projektih oziroma o Interregu, ne? Tudi skozi to institucijo, ne? Si nekako v sodelovanju z Madžarsko, z Italijo, ne? Ali kako to Ja, tu so tudi Interregi. Prijavili smo se v prvem pozivu, vendar nismo bili uspešni. Dejstvo pa je, da se sedaj odpiral drugi poziv, to pa lahko sodelujemo z Hrvaško, Madžarsko in pa Avstrijo, ki je nekje okoli 15 milijonov sredstev. Tu je pač, mi bi radi dosegli neke mehke vsebine, oziroma mi bi radi recimo obnovili kakšno stavbo, v kateri še imamo neke v občine. Tu pa je pač dobro, da se povežemo z sosednjo Hrvaško, Avstrijo ali pa Madžarsko in pač probamo pripraviti dober projekt, ki mora biti uravnotežen, to pomeni 50% na naši, 50% na sosednji in pripravili oziroma probali bomo speljati neke projekte in upam, da bomo tudi te projekte dobili, kajti tu je tudi sofinanciranje visoko in je lastnega deleža malo. No, kako pa to poteka priprava recimo za razpis na Interreg? Na recimo razpis Interregi so odprti, so pač določena poglavja. Na recimo primer v Središče je nekoč bilo dosti domače obrti, to pomeni niže od občine. So te nizke, kako bi rekel, hiše, katere so se ukvarjali z lončarstvom in podobno stvar moramo najti na sosednji Hrvaški in pač povezati zgodbo, to pomeni sodelovanje med nami, kako bi ta projekt zapeljali, kako bi ga speljali in kaj bi bil cilj oziroma kaj si mi tisto na konci želimo, kaj je ta izplen. In tu je seveda bistvo, kako se projekt napiše. To pomeni, da moraš imeti malo domišljije, vse skupaj uporabiti, zato se tudi udeležujemo raznih takšnih delavnic, ki ti tudi druge, kateri tu pišejo, marsikaj povejo in takrat pač to dobiš eno idejo, katera ti mogoče pride čez noč, spišeš in upaš, da si uspešen, da se ta zgodba, katero smo si zamislili oziroma spisali, tudi uresničimo v dejanskem stanju. No bi torej recimo te neke zadeve, ki bi jih torej reševali sredstvi iz Interrega, bile dobrodošle recimo za razvoj turizma v vaši občini. Kako pravzaprav v tem smislu delujete? Ja, dejstvo je, kot sami veste, ležimo kako bi rekel, oziroma če se primerjamo destinacijo Jeruzalem, katera smo vse 3 občine, vsaka občina je specifika. Recimo mi smo v ravninskem delu, mi pač lahko ponujamo Dravo, ki je naša kolesarska poti. V letošnjem letu je tudi ena dobra, uspešna zgodba s Koliber pivom, kateri je mladi prevzemnik in je pač želja bila nadgraditi tisto, kar je in so se pač doma pač dogovorili za starši, da so pač šli v izgradnjo te pivovarne. To je kak ena turistična točka, zelo dobro. Imamo tudi na recimo oljarno središče, ki je znana daleč naokrog. Imamo Dravo in sedaj to nekako skupaj povezati z dnešnim projektom oziroma dnešno turistično točko, kjer bi lahko začeli tržiti te proizvode. Tu so tudi vabljeni vsi tisti, kateri bi imeli kakšno dopolnilno dodatno dejavnost, katerih imajo na kmetijah, ki pač to omogoča in to združiti zgodbo, ponuditi domačo, lokalno, kajti ti gosti, ki pridajo, jim največ pomeni, če jim lahko nekaj domačega ponudiš. To pomeni oljarna, ki ima koščice, ki delajo iz koščic razne vrste peciva in to je tudi nekaj izvirnega in pa domačega in kateri pridajo tudi poskusijo in vidijo nekaj različnega, kaj recimo v drugih občinah ali pa v drugih delih države oziroma Slovenije imam pač neko specifiko. In to bi sedaj probali zaključiti v celoto, da bi kateri bi prišel v središče, da bi mu ponudili eno izbiro, en izgled, kateri bi lahko pač te naše znamenitosti ogledal
in tudi tu nekaj denarja pustijo, da bi lahko tudi naši občani, kateri imajo dopolnilne dejavnosti, tudi nekaj od tega imeli. Kako pa sodelujete z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož? Ja, tu smo vključeni v destinacijo Jeruzalem, to pomeni Ormož ponuja vinsko cesto, te vse goste oziroma vinograd, mi pa pač ponujamo oljarno oziroma skupaj pač en paket napravimo, kateri lahko v tem malem oziroma okrožju upravne enote Ormož, so nekdanje 3 občine, lahko marsikaj vidijo in marsikaj poskušajo domačega, kar recimo drugi ne morejo imeti. Vsekakor torej je za videti v središču ob Dravi, da sploh ne govorimo o oljarni, potem seveda pivovarna Skoliber, krajinski park, čudovita območja, kolesarske poti. Veliko tega je, imate kakšne prenočitve, možnost za prenočitve? Problem je, vidimo tudi v prenočitvah. Recimo, imamo kaj ponuditi, si ogledajo še tudi interpretacijska točka, ki je na gradišču, en del je na gradišču, nekaj je v avli, v občini, v Pritličju. Problem pa je v tem, da ko ta pride, ga ne moremo obdržati, to pomeni, da bi si ogledal središče in pa vso okolico, on bi prespal. Rak rana je tudi tu v središču, da pač nimamo prenočišč, kakih imajo recimo druge sosednje in upam, da bomo v bodoče to probali urediti, kakšno sobojemalstvo oziroma sobodalstvo, kako so to, da se pač kateri odločili, ki imajo kakšne prostore, Zimmerfrei, z nekaj takšnega, da to pač lahko ponudili prenočišče, kajti če imaš prenočišče, dobiš tudi turistično takso in tudi na vse razpise, ki se prijavljajo, so tu kao dodatne točke. S tem pa je tudi tukaj, ko ga imaš tukaj prenočiti, to pomeni, da si tudi naš kraj malo bolj pobliže ogledal. Sedaj pa mogoče 2-3 ure, pa gre prenočevati v drugi kraj in bi več denarja po domače pustil tu med nami. Med občani ni interesa, da bi nekdo se torej ukvarjal z izdajo sob oziroma apartmajev možno? Spodbujamo, imamo recimo, spodbujamo podjetništvo, spodbujamo kmetijstvo z raznimi razpisi. Tu samo pač mora priti ena ideja, pač, da se pač odloči v to smer, da bi pač en del kmetije pač namenili za kako sobo in takrat, ko imaš tudi sobo, lahko tudi kakšne lokalne domače od dobrote in s tem bi tudi si ta kmetija, ki se pač večinoma kmetijstvo in pa živino ureja, tudi nekaj dodaten denar dobila tudi za tega naslova. No, kar se tiče torej turizma in vsega, kar spada zraven, še vedno vam torej, žal je Dan Buč letos odpadel, imate torej motoristično dirko, bo to postalo tradicionalno? Oziroma Slovenija Klasik, no? Ja, v lansko leto smo tudi to organizirali, v letošnjem letu je plan imamo, da damo tudi v proračun za naslednjo leto, vendar tu moramo stalno pridobiti licenco oziroma soglasje. To pa se pač tam v decembru, november, december, pač če dobimo to soglasje, te lahko dirko tudi imamo, če pa ga slučajno ne dobimo, pol pa bomo pač v neki drugi smeri razmišljali, pač ta dogodek mogoče malo drugače zapeljali, kot je dirka. To bomo še videli, pa upam, da bomo to soglasje dobili oziroma da bi pač to tradicijo nadaljevali. No, to sta dva taka dejansko velika dogodka v vaši občini, morda bi lahko bila kakšna Skoliberjada še ali kaj takega, To bi recimo tudi bila ena taka... Ja, letos je tudi v oktobru Oktoberfest, oziroma to pomeni, da je pač se zgledoval po Oktoberfestu v Nemčiji, s vodopivovarno ima. Dogodek je organiziral v sklopu občina, me tudi tu malo pomagala. Dogodek za prvi čas, mislim, je enkraten. Bilo je dogajano čez celi dan, to pomeni od popoldan pa do zvečernih ur. Tako mislim, je prireditev uspela, to pomeni, to še ena taka prireditev, v katero je mogoče prišla tradicionalno poleg martinovanja, novega leta, dirke in pa še nič ni drugih. To pomeni, da bi v občini organizirali 4-5 takih prireditev, katere bile standardne skupaj z oljarno za to Bočevado, katera se že tudi dobro uprela, ne samo tu in okoli, in pač na te karte igrati, pač pripeljati turista. Tako je. Vsekakor pa nas sedaj čaka martinovanje, seveda v občini Središče ob Dravi,
bo najbrž tudi veselo, ne? Boste pripravili martinovanje. Ja, res je, pripravljamo martinovanje. Lani smo ga prvič po dolgem cajtu organizirajo gasilci iz Središča. Letos organizirajo isto v sklopu martinovanja, to je v sklopu ormoškega martinovanja. To pomeni, da bodo pač vozili avtobusi na dveh relacijah. Ena relacija gre proti Središču, druga proti Tomažu. Vse da se je dogajalo pred občinsko zgradbo. Tam bo tudi se avtobus ustavil in pot nadaljeval proti Kogu. Bo pa v organizaciji, kot sem že omenil, Središča oziroma gasilcev, tako da ta prireditev je potekala od 9. ure pa do 16. ure. Bodo neke družabne igre. Upam, da je vreme lepšo kot lani, kajti lani nam je zagodil dež, pa ob prvi organizaciji se občanov, domačinov in pa vseh ostalih resen udeležilo. Tu so tudi prisotni vsi lokalni ponudniki, ki so pač ponujali svoje lokalne dobrote. Tako da upam, da je prireditev uspela, vse pa je odvisno od vremena. Upam pa, da je letos lepo vreme. Gre torej za en dan, ne? Soboto, Martinova sobota. Torej samo Martinova sobota, to pomeni, to je zdaj letos drugič. Probali bomo to nadaljevati, vendar postopoma nadgradjevati, kajti vse vemo, ker je vse odvisno od stroškov. Začetek je, da smo lani začeli, letos nadaljujemo, tako pot nam ideja, pa mogoče bude za kakšno širšo prireditev. To pa bomo vse videli, kako se bomo odločili oziroma kaj bodo dopuščale finančne možnosti. Mladi smo še, ne? In idej nam ne zmanjka. Res je. No, sicer pa, ja, seveda krst moštabo, ne? To pa je treba tudi omeniti, ne? Ja, imate to določeno uro? Ja, ta krst mošča ob 11. Ob 11. uri navadno je to ob 11. uri, 11 minut pa 11 sekund, je pač tradicija. Vendar, ko pa sami veste, letos so se vinogradi hitro pobrali, ne? Tako upam, da še kaj mošta ostalo do 11. novembra. Ja, smo se že spraševali, ne? Kaj bomo letos krstili, ne? Verjetno mlado vino. Tudi gre. No, preden se posloviva, pa še morda v načrtih. Leto se bo hitro obrnilo, torej sedaj mine Martinovo, potem pa bo itak že Božič in novo leto. Tako da verjetno se že planira tudi vaše občini za prihodnje leto. Ja, lahko še omenim tu, da je sedaj razpis las med Dravo in Goricami. To pomeni prvi in drugi krep, drugi teden so delavnice, to pomeni razpis je zunaj. Tako da se lahko vsi vabljeni na ta razpis, oziroma ki je objavljen na občinskih straneh, pač pridejo na te delavnice in vidijo, če se lahko v katerem ukrepi tudi prijavi in dobijo kaj sofinanciranju. Imamo tudi razvoj regij, to pomeni, smo se dogovorili, bilo 6 ciljev. Mi smo se pač odločili skupaj z občino Ormož, da sodelujemo pri vodovodu. Zeleno infrastrukturo, to pomeni, da bomo uredili trg od občine proti industrijski coni in pa Šolsko ulico in Trate. To pomeni, da bi zaključili celoto za tistim pretacijsko točko, katera tudi krajinsko zaščiteno, pa tudi za kolesarkami. To pomeni, to sta dva odseka, to je odsek 147 in 149. To pomeni, ta en del odsek, ki bi se od železniške postaje proti občini Ormož, tisto bi se asfaltiral, in pa en odsek, ki še manjka med Grabami in Središčami. To pomeni, da bi povezali celo kolesarko. Na Podravski regiji smo te projekte potrdili, sedaj smo prijavili na ministrstvo in upam, da dobimo sklepe pozitivno. To pomeni, da bi se nekaj začelo dogajati v 2025 in pa 2026. Zdaj, kot se sami menili, je bilo leto tudi pestro, dogajalo se dosti okoli avtobusnih prevozov. Še to, ja. Tu se lahko pač pohvalimo, kajti, kot sami veste, ki so bili predhodni župani tu s kakšnimi številkami, mi bomo letos dali manj, tako tu smo bili zelo uspešni, je pa bilo zelo naporno, ker do zadnjega nismo vedeli, kako bomo tu uredili, tako tu gre vsa zahvala direktorce, ki je resen speljala super, tako da tu bomo sigurno dali manj. Dejstvo je, da je malo manj ugodno tudi za učence, kateri pridejo prej v šoli in pač morajo malo počakati. Tu bi pač starše naprošil, da pač ne potrpijo, pa bomo probali drugo leto malo na drugačen način. Je pa dejstvo, ker smo pri teh prevozih napram drugim občinam, kako bi rekel, privarčevali dosti denarja naspram drugim, kateri so imeli prevoze v letošnjem, za lansko leto vsi krat količnik, krat 2. No in kako vam je to uspelo?
Ja, problem se je pojavil v tem, da so nam ukinuli linijo Šalovci-Središče. Pol smo združili avtoprevoz, to pomeni, da avtobusna linija pa šolska linija smo združili v eno, to pomeni, ta linija dela, mi smo samo nadomestili linijo z Šalovci-Središče, to pomeni, tu smo pač dali razpis in en samostojni podjetnik SP se pač prijavil, kateri pač ima prevoze z kombi in ta je pač se prevaža s kombijo, linija, Obrež, Grabe, Središče, Godeninci, tisto pa je preko rednih linij. Tam smo zakupili letne karte. Smo imeli pač 2-3 variante, da bi mogoče vračali, recimo, kateri se pač na avtobus vsake dan ne pelje, ki bi kupi karto, bi na konci meseca občina tiste stroške povrnila. Te je bila možnost druga opcija, ali mesečna ali letne, vendar smo se odločili za letne, zato ker smo še stalno 2000 evrov privarčevali pri letni karti, kot pa če bi kupovali mesečno. No, zanimivo, to pa ste dobro speljali. Minuli teden je bila javna razprava za celostno prometno strategijo, tudi v Ormožu, v četrtek, ne, 17. ali kdaj je bilo tudi pri vas. Kaj ste rešili, kaj ste se dogovorili, kakšni so načrti v tem smislu? Ja, prejšnji teden smo imeli tudi to javno predstavitev. Tu smo pač občani podali svoje dobre pa slabe lastnosti. Tu bi se še enkrat občanom vsem zahvalil za izpolnitev ankete, ki je tudi predpogoj, da bodo lahko ti načrtovalci videli, kaj imamo slabo pa kaj je dobro. Upam, da še nekaj teh anketnih pol še manjka. Upam, da kot smo se tudi dogovorili, pa smo še enkrat poslali na vse naslove, obrnili smo se tudi na osnovno šolo in pa predvsem ciljamo na kolesare, to pomeni 9. in pa 8. razred, kateri pač uporabljajo to kolesarsko stezo, da pač vidijo, kakšne bi lahko izboljšali. Tu imamo tudi cilj, da bi se končno začela obnavljati ta cesta čez Središče ob Dravi, to pomeni od pričetka občine, to pomeni v Obrežu do Vage, to je v dolžini 4,4 km. Prejšnji teden smo imeli tudi to recenzijsko razpravo, tam so tudi ti recenzenti podali mnenja, še nekaj se mora dopolniti in upam, da bo to poročilo zaključeno do novega leta. Probali bomo še nekako dati to investicijo v proračun, da bi v naslednjem letu oziroma 2024 in pa 2025 začeli sklepati služnostne pogodbe. To pomeni, ker bi lahko tam konec 2026 pričeli z izgradnjo, to pa je vse odvisno od finančnih sredstev, kajti del sredstev bodo mogla tudi občina zagotoviti za pločnik, kajti sedaj je pločnik za pešce, tam, da je zdaj razširjena cona, to pomeni, da je kolesarka in pa pločnik, sedaj se kolesari pač vozijo po cestišču, kajti po pločniki se ne smejo in da je tam tudi mešana cona in tudi bolj varno za vse udeležence kolesare, ne samo mlajše, ampak tudi starejše. Da bi to cesto in pa prevzeti moramo tudi vodovod. To pomeni tisti vodovod, kateri da se tudi obnavlja, smo si dali ene odseke, kateri bi v sklopu te investicije tudi zamenjali vodovod, kajti če že imamo enkrat cesto razkopano, še najbolj smiselno pač zagotoviti finančna sredstva in pač ta vodovod nekaj obnoviti, nekaj dograditi. Dogovarjamo se, da bi pač zaradi dolžine bi to razdelili na 3 faze, kajti nemogoče je vse investirati v enih ali pa 2 letih, to pomeni, da bi si to cesto razdelili mogoče na 2-3 odseke, pa mogoče vsako leto en odsek, kajti dolžina je resen 4,5 km. No, za prijavo na razpise je seveda ta celostna prometna strategija zelo pomembna. Ste jo že imeli, pa jo obnavljate ali sedaj na novo se to uredi? Ne, tu imamo mi na novo. Občina Ormož je imela odprej, kot večje občine imamo, tu smo se združili v konzorciji vseh 3 občin, to pomeni Središče, Ormož pa Sveti Domaž, tu smo tudi bili uspešni, to pomeni za to strategijo. Pomembna ta strategija pa je v tem, da imamo lahko za vsa nadaljne razpise, kateri bodo, je pogoj, da imamo to strategijo urejeno oziroma rešeno. No, kot je bilo povedano, marca prihodnje leto, ne, boste jo torej imeli v rokah. Od države pa seveda dobili nekoliko 67 000, torej, da se to reši, torej za vse 3 občine. Za vse 3 občine.
Gospod Jelovica, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Upam, da se bomo čez nekaj mesecev spet tukaj srečali, ne? Ko se bo že kaj obrnilo. Upam, da ne bolje. Ne? Res je. Prijetno martinovanje vam želimo in obveščite nas, ne, ko bo kaj, da pridemo malo zabeležiti, ovekovečiti, kakšne vaše pomembne dogodke v središču. Ja, hvala za povabilo, pa še enkrat vabilo vsem občanom, ne samo naše občine, tudi sosednjih občin, da se udeležijo našega martinovanja, ki je pred občinsko stavbo, to pomeni v soboto 11. V sklopu tega tudi krst mošta, tako upam, da do se fajn imeli gasilci, pa se do tudi potrudili, da do se izkazali v dobri in pa vsi ponudniki, kateri bodo tam prisotni, da do vsi obiskovalci, kateri do prišli, da do se še vračali ne samo na martinovanje, ampak tudi kdaj drugič, ne samo sami, ampak mogoče tudi z družinami, pa se mogoče zadržijo v središču malo več časa, kot do se takrat. Takoj, ne, ko bo kakšna možnost za prenočišča. Točno tako. Hvala lepa. lepa. Za čim prej. Ja, hvala lepa, gospod župan. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa za pozornost. Z nami je bil župan občine Središče ob Dravi, Toni Jelovica. Prihodnji ponedeljek pa v naši družbi pričakujemo podžupana občine Ormož Zlatana Fafuliča. Tako da bomo slišali še kar nekaj zanimivosti z področja naših oziroma s območja naših občin. Hvala za pozornost in srečno.